Ljudje in ljudine, poslušate Obot, 18. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, osebe brez odvratnih dvojnikov, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost ime je Aljoša Hlamov. Tokrat znova brez gosta ali gostje, zelo nam je žal, ampak tokrat nihče ni hotel v kino z nami. ja, prosti. In sicer smo si tokrat za vas ogledali premiero še enega kar nestrpno pričakovanega filma, in sicer drugega režiserskega podviga wunder srednjeletnega moškega Jordana Peela, grozljivko z naslovom Us, oziroma v slovenščini Mi. Ampak to nismo bili mi. Skratka, mi smo šli gledati, tako je. Skratka, to seveda pomeni, da je film še čisto vroč, povsem svež, da ga šele zmeraj ujamete v vseh kinocentrih, tudi po številnih lokalnih kinih po Sloveniji, zato ni odveč opozorilo. Ta epizoda bo vsebovala številne kvarnike, o tem filmu namreč zelo težko govorimo, ne da razkrijemo, kako se konča in v čem je fora. Predvsem pa bomo govorili o miksomatozi. Miksomatozi? Ja. Ja. Kaj pa je to? Bomo kasneje. Tako da, če si želite film v miru gledati, nehajte poslušati, odložite to epizodo, k njej se vrnite, ko boste film pogledali sami. Če še niste preposlušali vseh prejšnjih 17 epizod podcasta, imate ob tem seveda zdaj odlično priložnost, da prisluhnete raje kakšni od starejših epizod in se k tej vrnete pozneje. Če pa filma ne boste ogledali, pa seveda ostanite z nami. In tako kot vedno, hvala vsem, ki nas poslušate. Hvala vsem, ki boste poslušali tole epizodo. Tole delamo morda brez resnih predpriprav, brez resnega študija, ne da bi vmes pretirano googlali, ampak delamo pa z ljubeznijo samo za vas. Maestro, zavrti tale intro. Ja. Skratka, ogledali smo si Mi, Us, Jordan Peele, smo rekli drug njegov film, in sicer je kot igralec in scenarist že bil v Keanutu. Če je kdo gledal prisrčen film o Mucku, o pogrešanem Mucku, tako bomo rekli. In gangsterjih. In Georgeu Michaelu. Tako. In Georgeu Michaelu, Ja, absolutno je to absolutno. film o Georgeu Michaelu, Ja. ki ga tudi meni razložil tako. Sicer ga nisem začel zaradi tega poslušati, ampak ok. In pa seveda gre za enega od polovico dvojca Key and Peele, ker je bil pač tudi, to je pač serija, ki jo je ustvarjal skupaj z Michaelom Keyem, Keeganom Keyem, tako je. Kot scenarist in režiser pa smo ga spoznali v bistvu leta 2017, ko je prišel ven njegov prvi film Get Out, ki se, mislim, da je požel odlične kritike in je bil predvsej Tudi Oscara dobil? tako tudi Oscar je dobil. In pa zdaj ga bomo kmalu lahko gledali na Amazonu, ne? Kjer bo... Ne vemo, če bo na Amazonu, še vedno ni bilo potrjeno, kje bo pri nas. Zdaj v bistvu v ZDA bo na CBS All Access. Skratka, The Twilight Zone. Ja. Da vemo. Ja, serija Twilight Zone, tam bo na CBS All Access, ki bo druga njihova zanimiva zadeva poleg Star Treka, ampak v Evropi pa še ne vemo. Ni bilo razloženo, kam to pride točno. No, skratka, jaz se vseeno, mislim, to še nekaj Bi časa imeli se na Netflixu ali pa na Amazonu. veselimo in skratka, Twilight Zone bo tudi on snimal. Zdaj pa mogoče, to je se pravi njegov drug film, kaj smo gledali, a bo kdo zgodbo povedal. Kaj pa če bi ti enkrat? Kaj pa če bi? Ja, obnovo, ja. Ok, dajmo obnovo, skratka bom jaz povedal. Na začetku... Še eno pozorilo, Ja. zdaj pa res, če niste videli filma, pa nočete spoilati. Nehajte, res. Kliknite na naslednji podcast. Ja, ne poslušajte. Prosim, nehajte. Še minutko počakam. Ok, zdaj pa dovolj. Skratka, kar vidimo na začetku filma, se vrnemo malo, skočimo v preteklost, leta 86, družinica, skratka mama, oče in majhna hčerka po Luna Parku hodijo. Ona ima ta candy apple v rokah, kar pomeni, da je nekje v bližini Halloween, tako si jaz pač predstavljam. Ne, to imaš vedno na teh... A je v Luna Parkih? Luna Parkih, ja. Okay. Ampak je pa pol sam reminiscenca na Halloween oziroma na te filme.
Punčka pač zaradi, ker oče pač raje igra whack-a-mole, punčka gre mal po svoje, mama je na WC-u in zaide v nek ta mirror hall, se pravi v dvorano zrcal, kjer je pač mal strašno, mal grozljivo, dokler seveda ne naleti na punčko, ki je v tem mirror hallu in je ista ona, skratka njen doppelganger oziroma dvojnik, in potem preskočimo v sedanjost, kjer se je družina, zato ta punčka odrasla in je zdaj mama 2 otrok in ima moža. Igrajo Lupita Nyong'o. Tako, Lupita Nyong'o. In se odpravi v bistvu nazaj v ta kraj, kjer imajo očitno to počitniško hišo, njihova familija, in grejo tja pač počitnikovati. In kar se zgodi je, da naenkrat zmanjka elektrike in nenadoma se na njihovem dvorišču pač pojavijo kopija vseh njih, skratka, in mame in očeta in obeh otrok. In ta družina pač pride z zlobnimi nameni, vdre v hišo, začne jih pač loviti, pretepati se, igrati z njimi, psihološko mučiti, kakorkoli že. In pač mi seveda mislimo, da je to pač ta deklica iz tega dvorane zrcal, in potem stvar eskalira, kasneje zvemo, da se to dogaja po celi zemlji, pač po celem svetu. V bistvu ne, vemo, da se dogaja v Ameriki. Ja. Mislim, da to kar... Nič ne reče, da se dogaja. Imaš prav, ja, dogaja se v ZDA. Tudi, pa na začetku sem pozabil povedati, dobimo zelo misteriozen zapis, čisto na začetku filma, češ, da je pod Ameriko kup nekih predorov, rovov in tega, rudnikov, za nekatere pač te objekte pa ne vemo namena, češ. To smo še zmenili. Pa vmes pokaže zajce. Ja. Miksomatoza, mim glede, zato sem pomenil, je bolezen, ki prizadeva samo zajce. To je pač neka taka vročica. Jaz vem to zato, ker sem googlal, ker imajo seveda Radiohead komad Miksomatosis. In sem hotel vedeti, kva hudiča se tam dogaja, in pa sem od takrat poznam to besedo. Sem mislil, že rekel, takrat imam zajce. Ne, nikoli nisem imel zajcev, to pa je čudno. Skratka, daj pustimo na tej točki. Skratka, dogaja se v Ameriki, dvojniki hodijo izpod zemlje očitno in štihajo ljudi za škarjami. Tudi to je mogoče, imajo velike te škarje, shears, bolj kot scissors, ampak... In pač to je to, pač imamo eno tako grozljivko, se bomo pol na koncu itak povedali, kaj je na koncu, tako da zdaj, kdo je do zdaj poslušal, pa pač mogoče ga je to pritegnilo, ne pač greš še zmer na tej točki gledati. To je res zadnjo opozorilo. Ja, zadnje opozorilo, ker zdaj bomo pa začeli spoilati. Torej, vam je bil všeč film? Oziroma, kaj vam je delovalo, kaj pa ne? Če bom jasno. Jaz mislim, da sem malo žrtev pričakovanj, ker Get Out, torej prvenec od Jordana, je izjemen film, ne? Od Oscara, ki ga je dobil za prirejen scenarij, če se ne motim, je izjemen. Izvirni, pardon. Ja. Jaz ne vem, jaz mislim, da to niti ni horror. Jaz imam malo probleme že s tem, da je horror. Mislim, da je mogoče malo bolj slasher, pa imaš zmešane žanre, torej home invasion film, pa tile doppelgangeri, ki se noter uvajajo, se me malo spominja na The Others, pa The Thing, pa take fore. Tako da zelo povezano z nekim žanrskimi filmi, tako da ima ful nekih navezav. Pa invazijo, ja. Tako da ko sem pogledal film, sem mislil, malo sem tako, ne vem, nisem bil najbolj navdušen, da se tako izrazim, no. Moram pa priznati, da danes je petek, gledali smo ga v sredo, torej 2 dni nazaj, da pa je ostal z mano, ne. In moram reči, da tehnično je čisto suveren, dobro je speljan, kadri so postavljeni, suspense je dobro umeščen, pa izveden, se tudi vidi, to, kaj on v intervjujih nabija, da v bistvu ima dost vzorov v Spielbergu pa Hitchcocku, ne, se tudi v filmu je, naprimer, deklica za Jaws majico, pa tako naprej, tako da v bistvu je kar odkrit, didaktičen. No, tudi začne se z bird eye posnetkom in avtomobilom, ki zgleda čisto kot v Shiningu. Moram pa reči, da pač... Tisto s TV-jem je Poltergeist. Ja. Tako da ima dost referenc noter, ne, mislim, zelo referenčen, ali se referencira, no, tako se reči izrazil. Ampak
Ne vem, da pa je to, ne vem, full hood, sjajen film, ki bi zdaj ne vem, kakšne slave poživel, ali pa predvsem to oceno, ki je trenutno drži na Rotten Tomatoes 95 od kritikov. To me pa malo preseneča, ker se pa toliko noter bere za o njem, v tem filmu, in moram res po dnu posode praskati, pa kje vi to vse skupaj vidite. Ne? Tako da mislim, da je tudi film malo žrtev nekih določenih pričakovanj, ne samo mene, ampak tudi od drugih, ne, od kritikov. Ne? In tu ima malo wow. Ker se mi ne zdi tako hudo kompleksen. Ne, stvar je v tem, da kritiki še vedno podcenjujejo žanr, ampak zdaj, ko je on Get Out naredil, so vsi, tu bo ziher nekaj not in potem grejo in full over analizirajo, full se obešajo na stvari, ki jih je on povedal, ki jih ni nujno not videti, ne. Medtem, ko pa pač lahko vidimo letno 20 filmov, ki imajo ful več zapovedati in ful boljš to povejo, ki pa jih povsem spregledajo. Ne vem, Annihilation lanski. Mislim, vse so ga analizirali, ampak tam je milijon stvari več not kot tu, pa ni niti približno, pa imajo pač tam pa se bojo ukvarjali s tem, je pacing malo off, pa je glavna junakinja ni najbolj relatable in take stvari se pojavljajo v reviewih, ki jih tu ni, ne, tukaj pa imajo samo ta social commentary, ki je noter. Je nekaj, ampak ni... Mislim, da Jordan je malo žrtev vlastnega dela, no? Ker Get Out je res izjemen, pa z ogromno finese napisan film, ki ima malo more slojev, za branje in tudi izpeljan dobro. Tukaj pa ima bolj preprost koncept, pa s tem ni nič narobe, ne? Ampak... Kot žanrski film je to čisto super zadeva, vizualno izpiljeno, kot si sam rekel, kadri postavljeni, in tu tudi te strašljivi elementi, ki so not, ki je on povedal, da so čisto osebni, ne, kot recimo zajci, pa škarje, pa tak dalje. Tu neki, pa Doppelganger ne nazadnje, se vidi, da so toliko pristno uporabljeni not, da te prestrašijo. Mislim, prestrašijo, da si uneasy, da ti nekaj ogleduje. Jaz moram tudi reči, da pač meni je bilo najbolj všeč pri filmu so ravno ti iracionalni momenti. Se mi zdi, da mislim, jaz ne zahtevam od grozljivke, da mi oziroma od žanra, česar, od kakršnega koli arta, no, da mi vse pojasni. Ne. Ni poanta o tem, da bi zdaj mogel te zajce nekam umestiti. Pač, zajci so pač. Smo sprejeli to, da so zajci, ne vemo zakaj, ampak so zajci. No. Skratka, tam in ni treba, in tudi pač to, da imajo vsi take škarje, pač kje so jih dubli, ne vemo, pač in zakaj bi vsi škarjami štihali ljudi, ampak pač imajo jih. Čeprav vizualno so škarje zelo kot človeške, pač gledajo kot človekci. In pa sestavljene so iz dveh istih elementov, ker spet imamo to bolne z Doppelgangerjem. Se bolj ravni, to super dela. Pa tudi v tekstu noter, oni so tethered, torej privezani, ti dvojniki, Doppelgangerji. Marionete. In v bistvu oni se na nek način skušajo odrezati. Te škarje potem funkcionirajo tudi noter, tako da simbolno, čisto ok. Simbolno in tudi deluje dost jasno, da lahko rečeš, da so ti simbol za ljudi tretjega sveta ali karkoli. Mislim, privezanje na nas. Ne vem, mi zahtevamo, da so nove iPhone eni otroci jih morajo narediti. To je dejstvo naše družbe. Seveda, ljudje, ki so pod zemljo, ki jih mi ne vidimo, po drugi strani spet oni zelo so primitivni, pač ti doppelgangerji so zelo tako, ne govorijo, ne razen pač te ženske Red, se pravi, ki jo Lupita Nyong'o igra pač še svojo dvojnico. To je super glas. Ona je edina, ki govori in tam je bilo prvič, meni je bilo totalno creepy, ko ona pride s tem v bistvu hripavim, zlomljenim. Tako. To je tako zelo noro. Odlično, pač ti elementi so mi super in vse to, kar pa meni pač precej zmoti pri tem filmu je pa vendarle to, da se mi zdi, da je po eni strani razvlečen, se mi zdi, da je ideja super, ampak da pač to za cel film te ne drži po koncu. In po končni fazi, tako kot je mi to rekel, in mislim, da je tudi en kritik napisal, jaz sem si tle pripisal nekje, da v bistvu to ni to grozljivka, ampak bolj nek thriller, pač ima nek srh, ni pa tistih res elementov, ki bi te pognali na rob sedeža, da bi ti tako gledal. Tudi Pil se zelo malo igra s tako musko, sugestivno in jaz mislim, da pri tem filmu je problem tempa. Skratka, mi izvemo ta začetek s to deklico, potem preskočimo na familijo in ona njemu zgodbo pove v bistvu o tem, zakaj ona ne rada prihaja v ta kraj.
minuto zatem pa oni pridejo. Ja. In se mi zdi tako, niti nismo imeli mi časa, da bi to usrkali, niti njegove, zdelo se mi je tako, da se je zelo na easy rešil moževe reakcije, češ malo si, on se skuša malo hecati in tako, ker je tudi tak človek, da je bolj humornega in tako skuša se hecati, pol pa v bistvu nima niti časa nobeden od njih, da bi se vprašal, kdo so ti doppelgangeri, kva hudiča se dogaja, ne? Ker oni pridejo not, Una začne govoriti in pove, da ste se srečali, da so oni njihove sence na nek način. Privezanci. Tako je. In da vse, kar se je njej zgodilo, se v bistvu njej dogaja, ampak na hud način. Ona se omenja eno te stvari, ki sem se jaz ful zapomnil. Ona se je igrala s plišastimi igračkami, ona je pa dobila stvari, ki so bile ostre in si je porezala prste pri njih. In se mi zdi tako, tle je bilo zelo še močno. Potem pa se nekako oni zbežijo in pride do te belske familije, ki pač tudi doppelgangeri pobijajo in je pač ta referenca, tokrat belci prvi nastradajo, in se mi zdi zelo fina fora. Ampak ne vem, pač tam se film nekako meni prelomi. Ne? Jaz sem več čas mislil, da bo oni v hiši in da je to pač, da bomo imeli ta spooky house in ta teror, ker pol ta njihovi doppelgangeri kar zginejo za polovico, mislim za sredino filma, in jih pol spet na koncu kar neobjasnivo, čeprav so se oni vozili 3/4 noči, pridejo nazaj tja in spet srečamo. Ne, v bistvu toliko časa, tu sem ugotovil, v bistvu oni so toliko časa pri teh sosedih, da potem je že jutro teko krenejo. Pa dobro, pa verjetno s čovnom niso iste razdalje kot z avtom, vse to tudi šteka. Mislim pa to je najmanjše od tega, ker v bistvu očitno so itak vsi z drugim konektani, da se itak slejko prej morajo najti. En ful zanimiv element, ki sem ga na koncu opazil, pa sem najprej mislil, da je glup, ampak mislim, da ima smisel. Pa je, ker je v zadnjem soočenju, ko jih stavijo in pride fant pred avto, Pluto, in potem ta lesin hodi nazaj in Pluto avtomatsko isto hodi nazaj. Se mi je zdelo, da do te točke noben ni tega skapiral ali karkoli, zdaj pa je. Ampak potem, ko pač vidiš velik reveal, pa vidiš, da mali, on dejansko ve, on je skužil to že prej sam. In zato je on tisti, ki je vedel, kako to narediti, kako onega ubiti v bistvu Pluto. Ja, ker mali je tudi tako poseben. Se mi zdi, da ima neki, pač to masko, ki jo nosi na obrazu, ima tudi neko disociativno motnjo, ali kakokoli, pač mali distanciran. To pač nikoli ni omenjeno v samem filmu in tako, ampak in tudi se mi zdi, pa pri otroku je najbolj to, kot sem že rekel, takoj pogledal filma, on in njegov Pluto, pač njegov dvojnik, sta edina, ki imata, pač on se igra nek magic trick, hoče pokazati z ognjem, z žigalnikom, on pa rad požiga stvari. In tle imamo res prvič, da imamo to je ekstremna verzija, nekaj pri ostalih ni tok. Se tudi prav je, da je ona ful tekačica, oziroma to je tudi res, čeprav one nikoli ne vidimo teči. Ona se kar nekaj pojavi pred njo, ne vidimo pa je teč. Se mi zdi, da je pil pač gotovo, da bi zelo smešno izgledalo, ker valjda scary stvari nikoli ne tečejo, razen če se kakšne pošasti, ker so na 4 nogah pa so ful hitre. Pa Tom Cruise. Jaz moram reči, pa še to mogoče nismo do zdaj omenili, pač Lupita in Elizabeth Moss. Izjemno. To je izjemen performer. Ko Elizabeth Moss postane, pač ko pride ta njena dvojnica, ta njen fucking nasmeh, jaz Elizabeth Moss nočem več srečati. Ko odkrito povedano, nočem več srečati, pa je super kot Peggy Awesome v Mad Menih, pa je super kot Robin Griffin v Top of the Lake, tudi kot John Osborne v Handmaid's Tale zdaj gledamo, ampak tle mi je pa čistko res. Ta njen pretty face s tem njenim norim nasmeškom, to je za mene novi Joker. Jaz mislim, da ne rabimo več iskati. To je novi Joker. Pa še ureže se tako malo po licu. Jaz sem sprav mislil, da si bo naredila pač tako Jokerjevo zareza. To je bilo zanimivo, ko ona v bistvu tam na oni sceni na plaži, kjer se te belska pa črnska družina dobijo kot nek get together, deca pijeta, deca popivata na svoje, medtem ko oni dve small talk furata, in ona omeni, da sem se čist malo dala neki popravta, veš, pri kirurgcu, medtem ko ta njena dvojnica, potem si pa prav reže škarjam obraz. Tudi tu je neka dvojnost, se kaže dvojnost, ker tudi špegel se ful gleda in ne vem kva.
Elizabeth Olsen je ena bolj znanih scientologin in vedno, že od rojstva. Moss, ne? Smogo mi se pokvari to. Že od rojstva je, ne? Ja, to pa je. Ja, rojena je bila v to. No in Ja, vedno, Še slabše. vedno pomislim, že pri Handmaid's Tale, pa tudi tu, is it a cry for help? Ja. Tudi meni se včasih zdi, da pri njej nikoli ne veš. Ja. Peggy Olsen je bila. Ja, mogoče nismo, jaz sem mogoče, da povemo, pač Lupita Nyong'o smo že omenili, ne, pač upam, da jo poznate tudi kot Meska NATO iz Star Warsov, pa kot Nakijo iz Black Pantherja. Tam bolje. Pa Oscar je dobila v 12 Years a Pa Slave. koga to brigajo Oscar? Jaz sem zdaj omenil 2 dobra filma, ti mi pa tle mečeš neko Fassbender je monodramo. not, pa Ok, Brad Fassbender, imaš prav. Ja, samo belčke sem naštel za to. Ja, Super. Super, ja. Ja, pa če vidite, je Legio for. Ha! Ja. Drugače, Winston Duke, igra njenega moža je M'Baku iz Black Pantherja. Za otroka v bistvu nisem nič pametnega našel, ta Shahadi Rai Joseph, ki je meni pač punca, Zora Wilson, meni je bila ful všeč, ta njena tudi dvojnica, ki ima tudi tak en tak creepy nasmešek, bo posodila glas v Levjem kralju, to malo sem zdaj videl. špekulirati. A veš, če so vsi nekako konektirani z nekimi svojimi izrazi ali pa početjem, ali pa kaj levo desno, ker ta mala je v bistvu cel cajt preklopljena na mobitel. To vse, kar ona počne. Muziko posluša, pa gleda fucking mobitel. Medtem kot njen doppelganger je pa creepy mala punčka z nasmeškom. Zakaj je samo ta connection? Mislim, ker tam je najslabši connection. Ja, s tem, da se, šport, a se punca atletski, kdaj no. oglasi? Mislim, da se sem ona ne od teh familij nikoli ne oglasi, niti s tem kruljenjem. Ne. Mislim, da so na koncu v desci A je mogoče? neki... Ker Pluto se, ne, pač ta mali se, on se skozi, ima nekaj tako, pač tudi on mož skozi nekaj, Neka zverinska. ja, on ima res tako, take Mislim, prašiče. tudi on, ne, mislim, ker tale Winston ima, kaj je ime, Link Winston ali? Winston Duke je igralec, Gabe je. Gabe, ja. No, Gabe nima nekega karakterja, on je dead in to je to. Ja, no, dobro. Ja. Ja. In hoče imeti čovn, ki se mu reče Non-stop kovari, ja. pa da levo vleče. Pač kar prepričljiv Ata je. Ja, no, ampak to bi saj ti ni- mogel ni, vedeti. ni, da bi ga kaj posebej neko karakteristiko imel, No, ki bi ga lahko v to je res. doppelgangeru pol tudi videli. Ne, to. Ja, no, ker to me zdaj zanima, potem prta mali, ne, naprimer, ker nekako razumem, da je pač kao taki plitek dead figure, ne, je potem njegov doppelganger samo na pol žval tam. Ja, on je Se pa dere res tam lepo totalni kot čovek. zombi. Ja, čisti totalna, zombi. gorila. Medtem ko pa že hčerkica, kao, ok, pet laufat, ne, pol pa za njo na laufa s škarjami in to je to, ali kaj, ne Ja. vem. Mislim, tako malo zgubljen moment se mi zdi, no. No, ampak briljantno, ena boljših stvari v filmu pa se mi je zdelo to, kako prikaže to familijo Belsko, ki so pa res taki assholes, da ne Ja, moreš ja, ja, douchebagi, ja. težki. In potem ono top scena, ko ona reče call the police, kot tisti serial Alexa ali karkoli imajo, ne. Ophelija. Ja. Ophelija, Ki na jo mesto pa- Alexa. ja. Ja. Se začne predvajati fuck the police, na mesto Tako. call the police. To se mi je zdelo. Ja, ja. Se to je teh par komentarjev noter, ne, ki Ja. so na mestu. No. Ja, ja, ja. Tudi tako, seveda, da čeprav pač tle malo tudi kaj odročen kraj, ne, oni pokličejo in 14 minut rečejo na začetku, da policija rabi, da pride do unebajte. To je seveda tudi komentar tega, da pač črnci, kjerkoli živijo, pač zelo težko, pač policija Ja, rabi kar nekaj časa, ja, ja. da pride do Tudi ta njih. ne. fotor, ne, gej, pa kaj že komentira, ne, da... Ja, ja, ja. Kako te lahko ima 9-11, ne, pač 9-1-1 na hold, če ki to ne gre skozi, ne. Ja, Ja, se ja. pa ugotoviš, da pač glede na to, da Ja, so da je prišli povsod, pa jih ja. pobili njihovi doppelgangeri, najbrž ja. Ja, zdaj se počasi itak bližamo pač temu revilu, oziroma koncu, ne, skratka, pač tle je tudi meni film malo zgubi, ne, pač dobro zdaj, pač na tej točki bomo kar povedali, se res Ja, kar daj, ja. ok. Skratka, kar se na koncu izkaže, je, da sta se seveda oni dve kot punčki izmenjali, kar je meni bilo tako jasno, že takoj po prvem sem zasumil, potem pa itak, ker kaže pač ta, kako je bilo potem, ko na srečanju, da ona ne govori. In ti si tako, aha, oni tudi ne govorijo. Prav ta mama pri psihologinji prav reče, jaz hočem nazaj svojo punčko in tam si pa, hvala Jordan, zdaj si pa, tle si pa res vse povedal. Povrhu je tale flashback trikrat uporabil, ne, Ja. če se ti v grozljivki trikrat flashback. No, je Tako, itak. in vedno vidiš sem do tistega momenta, ko se ona obrne, nikoli, kaj je bilo Kaj je med bilo, njima, ja, in si prav misliš, pač, kaj je bilo. Skratka, oni dve sta se zamenjali. In ona je takrat pač prvi prizor, ki ga vidimo, nje punčke, tudi to, kar vidimo na TV, ki se predvaja pač ta
kako je že neki za Ameriko, postavimo se za Ameriko, Hold Hands America. Hands Across America, kjer so skušali pač v 80-ih so se pač prijeli za roke in so pač povezali od ene obale ameriške do druge. In to je bilo pač kao boj proti pač ozaveščanje proti lakoti in pa brezdomstvu in revščini. Ja, to je bilo istočasno kot Live Aid, v bistvu, pa vse te stvari, takrat se ful to dogaja. Ja, skratka to in ona to je videla na TV-ju, ko je bila še pač majhna in valjda to se je vtisnilo spomin in pol, ko je pač živi v tem nekem podzemlju, kjer so vsi ti doppelgangeri, pa še majice imela, imaš prav, ja. In ko živijo vsi ti doppelgangeri, pač je to je fiksirala se je na to na nek način, ne? To razumemo. Ne? In skratka, ti doppelgangeri pride ven iz teh podzemelj, kakorkoli rovov, ki jim tudi res ne vidimo namena, pač tam so neki zajci v kletkah, pa oni so tam. In začnejo pač pobijati ljudi in se primejo za roke in točno pač to izvedejo, pač to sceno. Ne? Kaj komentarjem to? Mimogrede, ja, to sem prej hotel povedati. Mi smo si ta podcast, dan to epizodo zastavili, da bomo govorili o grozljivkah, ki imajo družben komentar, pa smo pa videli film in se odločili, da nekako ne paše not. Ravno zaradi tega. Ne, zdaj, a je to, pač Pil govori zdaj o tem, da je pač to alegorija o razdvojenosti Amerike, da je to nek ta socialni moment, domnevam, da pač tudi o revščini in to pač, kar je ta prizor, da se primejo. A vidimo to v filmu? Jaz mislim, da ne, da je to zgolj deloma opisano, no? Ampak film ti ne ponuja tega toliko. Meni je zelo preprosta neka, rečemo, analiza. Ne? Tile doppelgangeri so komentar na imigracijsko politiko Amerike. Bolj kot na črnsko problematiko, ki je bila v Get Out izpostavljena, ker pač tile od spodaj prihajajo, pa nam jemljajo službe, zamenjujejo nas, veš, ta je neka protiimigracijska retorika, ne? Ampak na koncu se izkaže, da v bistvu, ker je zadnji revil in tako, ne, oni smo mi, ker smo zamenljivi, pa na koncu si držijo tile roke od obale do obale, da pa vseeno kljub nasilju, ki so ga izvedli, so pa na nek način tudi miroljubni. To je v bistvu mi je tak zelo simpel koncept, kao oni so mi, ampak so pač ta spodnji, a veš, in to. Vsakršno branje, ki pa se zdaj potem pojavlja, neke določene problematike glede rase, pa mislim pa, da je že malo overreaching, no? Da je malo... Mislim, ja, dostkrat imaš pri grozljivkah, da pošljajo da je not vključeno neko sporočilo, ki ga avtorji niso zavestno hoteli not dati. Tem sem tudi nedavno pisal. Recimo, George Romero je rekel, da med snemanjem Noči živih mrtvecev so se ful pogovarjali o Vietnamu in o rasnih problemih takrat, ki so bili s tem povezani, ker je ful črncev šlo tja v prve bojne vrste. Ampak da je to pač skozi film prišlo. Ne? In isto recimo Žaga pa Krvavi hostel sta nastala v času, ko se je ful govorilo o tem, kako ameriška vojska in pogodbeni delavci mučijo zapornike. Pol pa smo gledali filme, ki pač so se naslajali nad mučenjem, oziroma analizirali to, recimo. Ne? Tukaj pa se mi prav zdi, da je to njegovo sporočilo bolj skrito kot jasno in je intenca tega sporočila, ki pa mogoče v samem filmu toliko ven pride. Mi je pa par stvari drugih zanimivih, ki jih vidva še nista izpostavila, in sicer če se oni dve ne bi zamenjali, oni ne bi prišli ven. Zato, ker ona postane njihov revolucionar, njihov vodja. Okay. Jezus, kakorkoli. In v bistvu je to, da naravni red, recimo temu, se ruši in da če nismo pripravljeni tega sprejeti, lahko pride do konflikta, ki pač se mu ne gre izogniti. What? Ja, recimo, da razumem, kako hočeš povedati. V bistvu to zdaj nisem najbolj logično povedal. V bistvu oni se ne bi zbunili, če ne bi ona šla, če se ne bi one dve zamenjali. Če se ne bi zgodil en poseben dogodek, v bistvu do tega ne prišlo. Ne? In ona ji reče, da si je želela, da bi jo zraven vzela. Zakaj me nisi zraven vzela? In če bi one dve obe šle ven, bi se pač recimo lahko razvedlo, da oni obstajajo in bi se neka miroljubna rešitev našla in bi lahko so obstajali. Ne? Zato, ker pa še vedno mi
njih ne sprejemamo, recimo, ne? Jih nočemo priznati, da obstajajo, pa to pripelje lahko samo do konflikta, se lahko samo stopnjuje do tega, da pač je pač boj na koncu, mi proti njim. Ja, tle je tudi ta problem, ne, da mi res ne vemo, pač, kdo so oni, s kakšnim, mislim. Je ena teorija, ki pa ne drži vode. Ja, mislim, problem je spet, tudi s to teorijo meni jaz ne razumem, zakaj je on moral to, ker problem tega, da ti daš neko teorijo, ki očitno ne drži, problem tega je, da ti vseeno gledalcu skušaš sugerirati nekaj, ker če ni več teorij, ne, jaz bi dosti razumel, če bi bilo več, da bi ona rekla, ker ona trdi, da naj bi bili nek eksperiment, pri katerem pač zdaj oni z unimi spodaj kontrolirajo nas zgoraj. Ker meni en najboljši prizor je pač ta, da mi, ko gledamo to punčko, polko kaže vzporedno pač obe, kako se srečata, mi gledamo njo, kako hodi po Luna Parku, potem pa pod zemljo v tem hodniku vidimo, kako v bistvu tudi oni se obnašajo, tako kot ljudje zgoraj, vse ponavljajo, ampak seveda na neki primitivni ravni. Pač, eni se vozijo s tem vlakom smrti, oni pa sam stojijo in se nagibajo in se derajo. In mi je bilo zelo podobno onemu plesnemu filmu, kaj smo že gledali, Suspiriji. Oni dve plešeta. Veš, ker ono lomi, ona pa pleše. In se mi je zdelo tako, da je ena ta korespondenca, ampak v tem filmu mi je bilo celo na trenutke bolj creepy, se mi je zdelo. A veš, imaš recimo bogate ali pa srečnejše nas na površju, imaš pa one reveže spodaj, ki lahko sam ponavljajo na neki totalno primitivni, neresnični ravni, nek make-believe, hoče je to, kar imamo mi, a veš. In tle je pač to, kar je mito, pač meni se tu zdi pač ta paralela, ne, imaš une under in une zgoraj, ne, ker drugače tega nimaš, ne, ta črnska familija ni v primerjavi z ono belsko, pač ni socialno toliko različna, ne, pač mal Benti, ki ima on boljši, ker si je on zdaj boljši avto kupil, ne. Ja, pa boljši čovn. Pa boljši čovn, ampak v resnici so tudi ona ena taka srednja razredna, dobro situirana familija, ne. Imajo 2 bajti. Tako je, že to ti pove, ne. Tako da tle so pač ene, ne vem. No. Jaz bi mogoče celo tako komentiral, da v bistvu kao prikaz teh obnašanja, teh doppelgangerjev, kako oni zrcalijo gibanja pa obnašanja, je v bistvu recimo temu razmišljanje sovražne retorike, kako v bistvu se nek migrant ali pa nekdo tisti od spodaj obnaša, kako nas v bistvu simulira, kako v bistvu je ta asimilativni moment, ki ga ima dejansko perverzija naših vrednot. American Dream je to, ne? Oni hočejo Američanom vzeti njihove sanje, ne? Tako, kot si rekel, pač nadomestiti. Veš, meni so kot, veš, ker to je zelo ameriški film, ne, zato tu preko smo se rekli, veš, po svetu, meni so čisto ameriški film. In, veš, to je kot ti, kako se že reče, prevedeno, neregistrirani imigranti v Ameriki, ki potem delajo one nikakve džobe, pa so kao veliki bav trenutne ameriške politike, da je to neka ilustracija ali pa perverzija te podobe, ne, ki se pojavlja v njihovih medijih, ne, da mogoče, mislim, da Jordan je dejansko mogoče to bolj komentiral, vede ali pa neko te, kar v intervjujih, pa kritiki, oni govorijo čist neke X zadeve. Ne, mislim, se v končni fazi priješ do tega, da ima jih par elementov podobnih kot Fight Club, kjer tudi oni potem na koncu rečejo, mi smo tisti, ki čistimo vaše smeti, ki učimo vaše otroke in vse to, ne. Smo med vami, med vami, ne. In tudi tam imaš to z doppelgangerom, ki izgleda dosti drugače. In vse to, tukaj so vzporednice s ful drugimi stvarmi, ki so bile v zadnjih, odkar obstaja film in literatura, že dostikrat povedane v bistvu. Ja, pač ta simbolika doppelgangera je ful močna, ne, tle imamo v cele zgodbe, pač jaz sem malo tudi googlal včeraj in sem tudi se spomnil, seveda Dostojevski ima že dvojnik tole novelo, v kateri se pojavi nekdo sreča svojega dvojnika in se seveda izkaže, da tam, kjer je on sramežljiv, pa asertiven, pa pasiven, je njegov dvojnik seveda ful družbeno spreten in ne vem kva, in počasi ga nadomesti, oziroma njemu se je tako zmeša in je čist neka druga zgodba. In te zgodbe so, naslanja se tu na eno zelo močno mitologijo, zelo veliki avtori, zelo velike osebe so, dosti teh pričakovanj. Goethe trdi, da je enkrat srečal
da ste se mimogrede v neki megli je jahal na konju in je mimo prijahal njegov dvojnik. In imaš pač to mitologijo, ki nas spremlja v bistvu že od rimskih časov, se mi zdi, da tam nekje, da ne smeš srečati svojega dvojnika, da je to tudi znamenje smrti, znamenje vsega. Ja, vedno, da je doppelganger imamo nasploh neki slab predznak kot nosilec slabega. Ja, kot da zgodilo se bo nekaj katastrofičnega. Ne? Se tudi v tem filmu ura kaže 11:11, frisbee pade točno na krog, je točno se ujema s krogom na neki koci v blizini. Ključa se umenjajo. Tako je, ja. Je pa to tudi drugače, sem jaz gledal, kar je pri Dostojevskem zelo še kar važno, neka fotoskopija, zdaj ne vem, kako je to v slovenščini, ker se na angleški Wikipediji, to pa je v neurologiji je pač v bistvu to, da zelo pojasnjuje, da vidiš v bistvu svoje telo iz distance. Pač, ena skizofrena stanja so, ker ti sebe gledaš kot tujca. In pač sebe doživljaš kot tujca in naj bi od tot izhajal. In se vemo, Dostojevski je tudi imel pač epilepsijo, je pač mogoče ta stanja nekako ponotranju oziroma tako. In pač meni se zdi res močna mitologija, ampak se mi zdi, da Jordan ni točno vedel in ravno se mi zdi, da s tem je pokvaril, s tem nekim, da so oni neki lab rat, ker ne vem, zakaj je moral to pač lansirati teorijo, ker je čist neumestna, pa čeprav vemo, vse ugotovimo, da je neumna, hkrati to govori pol še za nazaj, zvemo seveda, da to govori, mislim, za nazaj. To govori ta deklica, ki se je zamenjala. In ona absolutno ne more vedeti, ker je prišla not itak kasneje. Tako, ampak seveda, mislim, kak eksperiment je to, ker imam vsakega dvojnika, vseh Američanov, to je še kar nenavadno. Dost bolj smiselno bilo, če bi še enih par mitoloških navedel. Ja, tako. In pač ne bi sploh pojasnjeval tega. Pač ne bo tako, kot zajci. Meni se zdi to, da pač zakaj je mogel iti noter v neko razlago, ker glih da je tam ključnem momentu v, ne vem, drugem aktu, razumeš, ko se tam zaradi tega malo preveč ustavi, pa nekako se mi zdi, da s to razlago ni najbolj upravičil nastavka. Ker nastavljanje je bilo, wow. Ne, pač ona družina tam stoji, kao home invasion movie, wow, to bo super, horror, levo, desno, pa ta razlaga mi je bila premalo je. Ker meni se zdi, da je bila ful bolj sugestivna ta na začetku, ker Lupita oziroma pač Red pove, češ, jaz sem tvoja senca, na nek način. Pač meni se to, nekak senca osamosvoji se od tebe, nekaj. Drugač pa to sem še našel na netu, pa če hočete poiskati svojega dvojnika, pač imate Twin Stranger, obstaja cel hashtag in cel skupnost, kjer se ljudje zdaj prek Facebooka v sodobnih medijih iščejo svoje double. Pač zdaj, ker ima Facebook itak ta face recognition, ti lahko poišče tvojega dvojnika kjerkoli na svetu. Pač če hočete vedeti, in to je cela stvar, pač ljudje, pač različni Avstralci pač najde nekega Grka ali pa ne vem kva. To je pač danes v sodobnih medijih možno, ker so tudi neke teorije zelo biološke, tako da pravijo, da pač zelo velika verjetnost je, da imaš pač kar nekaj ljudi, ki izgledajo podobno kot tebi, zato ker je to, koliko pač lahko obraz varira, ni toliko variacij, vseeno. Ampak jaz itak poznam svojega dvojnika, ker živi tle v Sloveniji, tako da so še kar podobna. Poleg tega me skozi zamenjuje z mlajšim bratom in res ne rabim še tega. Hvala lepa. Meni je to ful bolj lažje handlam to, ker pač Tom Hardy vsi vejo. Igor, the best. Lepa. Res je. Imaš prav. Zdaj vidim. Jaz tudi, Glede dvojnikov, film je zabavno tudi en gospod profesor srednje veških slikarij ali nekaj takega, ki mu ime Tom Holland, pa je ful vesel vsakeč, ko ga povabijo na Comic Con ali kamor. Isto kot pač Spider-Manu. Dost pogosta kombinacija imena in priimka, pač to so nedavno tudi mene kar razjezli, oziroma izdali smo knjigo Jaši Zlobcu. In smo dali njegovo fotko gor na naslovko in pol me je nekdo vprašal, mislim, kako si urednik dovoli, da svojo fotko da. Ker ima tudi tako, brado in tako. Sem bil tako, sej mas, ker sem gledal ono knjigo, sem si tudi jaz mislil, fuck off, vse svoje masva si pa podobna. In bo moral res paziti, da neham izdajati knjige podobnim ljudem, da še ne bo kdo kaj rekel. Ne vem, kaj zdaj, kaj pa je, mislim... če smo pri Dostojevskem, Richard Ayoade, ki ga iz teh geek, kako se že geek, IT crowd, on je režiral film, potem
potem Dostojevski, noveli Dostojevskega, z tem Lexom Luthorjem v glavni vlogi. Pa Zuckerberg, kaj je že, Jesse Eisenberg. In ni bog ve kaj. No, to čeprav je super človek. Ja, in njegov prvi film, Submarine, je briljanten. Tali drug pa je malo preveč, mogoče naenkrat hotel narediti, ampak ta As je boljš. No, nisem gledal Submarine. Submarine pa pogledajte vsi, film o odraščanju. Vsi, absolutno. Čeprav, Submarine, o čem se že gre? O enem fantku, ki odrašča v malem mestu, morskem v Angliji. Zdaj pa mi je znam, pa ne vem, če nisem to celo gledal, pa niti nisem vedel, da je on. Ja, ker on je meni briljant, sem na IT Crowd gledal tako 2 leti nazaj. In od takrat pa vem, da neke knjige piše, ker sem tudi že mal gledal. Pisal je za Total Film kolumne in potem zadnja, ki jo je napisal, ko je pač tale film flopno, je rekel, da kritiki ne se več truditi, vam bom jaz dal en kup stvari, kak lahko daš pač na ta naslov, pa na to, da drugi film o dvojnikih flopne in politek imel samo seznam panov in podobnih stvari, kak lahko disaš njegov film. Ja, drugače je on pisal neke priročnike o filmu, se mi zdi, da sem to videl. Ok, zdaj pa bom pogooglil, da Submarine zmesto, da povejta še vidva nekaj. Jaz bom pa eno gigovsko spustil, od tiste scene, ko ta mali pogrunta, kako svojega doppelgangerja Plutota ubit, z vzvratno hojo, pa potem zadnji fight lupite proti njeni doppelgangerci Red, Se mi je zdelo, to sem jaz nekje zaštekal in bolj se spomnim svojih frustracij ob igranju Prince of Persia. Ja, in to je pa star špil, za tiste, ki ne veste, se ga lahko dobite na Gogu, pa mislim, da na Androidu tudi obstaja. Skratka, to je originalni špil za MS-DOS, kjer je potem, mislim, da v 12. levelu, in moram priznati, da ga nikoli nisem premagal, sreča svojega dvojnika Senco, ki ponavlja vse tvoje gibe. In je to zelo težko premagati, se meni je bilo, pa včeraj pogledam, ker mi je bil taka huda referenca, grem pogledat, pa vidim, kak folk, ker zdaj smo v dobi YouTubea, vsaka rešitev je takoj dostopna, takrat pač to ni bilo. In je zelo simpel, samo pospraviš meč, pa stopiš van v svojo senco in rešiš tale problem, fuck off. Kak? A ja, samo non-stop. Ja, veš, ne tepeš se z njim. Ne tepeš se z njim, ja, to so to. Senca ne more s tabo. Ja, ker sem pa meč ven potegnil, pa se mečuješ, ampak on dopiraš. Ja, Mito, zato, ker ti hočeš vse rešiti z nasiljem. Ja, vse vem. Ampak res je noro, veš, koliko časa mi je šlo za to, da sem sploh skušal ta špil premagati, ker ima časovno omejitev. Težek je, same pasti vse povsod. In nikoli ga nisem rešil, nikoli nisem obrnil tega špila, glede zaradi tega doppelgangera, te sence, ki se pojavi v 12. levelu in pač to sem hotel reči, tale zadeva, ta Union Fight, me spomnil čisto na to, ker tale doppelganger predvidi vsak ten gib, se obrne in v bistvu jo skoraj da premaga. No, tu je spet je tudi Suspiria varianta. S plesom. Ja, ona ima zelo take plesne gibe. Vse tudi je rezano z baletom, od punčke, kjer veš, ker balet pleše. Ja, ne se je tudi povedal, prav s tem, ko je plesala balet, za njih so vsi ugotovili, da je ona nekaj posebnega in je v bistvu postala njihov vodja. Tako da dejansko smo po 3 lanskih filmih o bizarnih o plesu dobili še enega. Tako da Klimaks, Suspiria, kaj želim, Mandelinke, pa v bistvu še Punca tudi. Tako da to je kar neka obsesija z modernim plesom. Tudi oni reče za tisto, ko se za roke primejo, da izgleda kot performance art. Fucked up performance, prav tako se izgleda. Fucked up performance art, v bistvu film se zaključi, prav ta zadnja scena, da v bistvu se pokaže iz nekako z vrha navzdol ta dolga, velika veriga ljudi oblečenih v rdečo, ki se držijo za roke in par helikopterjev, ki zdaj ne vem, kva naredijo, pač tu se konča film. Helikopteri so ponavadi news, ampak... Ali pa vojska. Ampak ne izgledajo vojaško. Čeprav zdaj sem jaz tudi malo pomislil, ti njihovi red jumpsuits, ki jih nosijo. To je zelo zaporniško. Ja, valjda. Tudi to je mogoče ena lahka referenca. To pa
Glej, zaporniški sistem ZDA je zelo fucked up in odstotek temnopoltih ljudi, ki je v zaporu, okay. in odstotek temnopoltih, mislim, v splošni populaciji ni tu korelacije, to je še hujše kot Vietnam. In tudi, ne vem, če ste gledala 13th, to je dokumentarec od Ave DuVernay za Netflix. V bistvu je tu ena konkretna primerjava s tem, da se Amerika ni znebila suženstva, ampak da so zaporniki novi sužnji in zato so tudi v glavnem temnopolti. In tu se mi zdi dosti očitna referenca in tudi ni zdaj treba nekaj, posebej bilo treba. Ja, mislim, se to mogoče najslabše pri tem, ker je v bistvu mogoče tak na prvo žogo, veš. Nekaj, ja, ok, to ni jumpsuit, pa so zaporniki, čeprav zaporniki imajo oranžne jumpsuite, ne, v Ameriki. Ampak ja, no, štekam. Oranžna rdeča, kje je razlika? Čakaj, nekaj vermilion, nekaj pa je. Ja, ok. Ma itak je tako, veš, mislim, vsa ta štorija, nekaj mi vidimo te, ki se pod zemljo pač so oblečeni čisto normalno, pač nimajo nobenih teh jumpsuitov, tudi odkot imajo tako količino škari, pač to se ne poglablja preveč. In zakaj zajci, ne? Ja, in zakaj zajci. To mi gre na živce, zakaj je mogo to prebiti? Če bi pustil zajce, veš, brez razlage, kar v filmu je. Ne, brez razlage, se mi zdi vredo, ok, oni jih jedo, ne, kao, mislim, oni jih imajo kot hrano, surovega zajčka. Se mi zdi, ok, to je neki creepy shit. Pol pa, ko se zadnjič prebil, kao, da on se boji zajcev in zato jih je želel v filmu, to mi je pa vse pokvari. Zakaj? Ker je stupid. Ne vem, no. Meni je to glupo. Meni se itek, meni je doseno, kaj on čist konkretno hotel. Meni se vsaka uporaba zajcev v nek sprevržen namen me spomni na Pythone. Ok. To je tudi res. Look at the teeth. Ne, ker, v bistvu, čakaj, torej, film se začne z najprej napisom, film se začne z napisom v Rudnikih, potem se začne z onimi rokcami, začne se z rokcami. Zajce vmes pokaže. Ja, ne z rokcami, je pač njena scena kot je otrok. TV gleda, TV gleda in pokaže tole reklamo, dajte se za roke držati, z Ameriko, levo, desno, pol pa pride ta ominozna, moram podariti, muzika je super noter v filmu, da tale tip, če se namotim, je zdaj drugič nasploh sodeloval pri Get Out pa pri temu in je v bistvu odličen ti. Čeprav meni ta I Got Five on it. Dobre, ja, ok. Ampak ne, nasploh soundtrack se mi zdi zelo dobro narejeno. Skratka, pa imamo ta prvi kadr, ki je malo takšen Shiningovski, malo Kubrickovski, kjer se kaže zajca, čist close-up njegovega očesa, potegne kamera ven, imaš centralno kompozicijo nekakih teh kletk, imaš rjavega zajca pa enega črnega zajca, ostali so pa itak vsi beli, zajci, ampak vsi v bistvu v kletki in še na koncu zvemo, da v bistvu ti zajci bi ne bili namenjeni za hrano. Čeprav veš, simbolika zajca je meni zelo obremenjena, ni tako preprosta, fluidna, kot so mogoče jumpsuite, ker zajc je plodnost, zajc je nebrzdana spolnost, desno in pač tukaj mi je malo problematično maščeno noter, ker v filmu se pravi, ni obrazloženo in je pač prosta. Ne? Ja, nima nobene veze, zelo težko povežeš s čemerkoli, kar je, ker zajce pač zato je za veliko noč, ne pa pomlad. Zajec simbolizira neko to. Serije jajca, ali kva. Ne, ampak pač tudi jajce imajo isto vlogo, jajce je plodnost, tako da tle oboje je pač skupaj povezano in zdaj, zakaj so oni tam, pa pol na koncu seveda spuščeni, skačejo po unem hodniku, zato ker je očitno nekdo pač... Dobenih naji, ali kot, ne vem. Mislim, tako malo mi je, ker ostali simbolni elementi noter, so dosto mislim, da je res mogoče poanta v tem, da pač se oni množijo kazajci in pač pol lahko ješi, zmer jih je dovolj. Ok, pač dobro, je pač futer, vredo. Samo mislim, da je pač zgrešen moment, ker film ti nastavlja te simbolne logike noter, pa elemente, škarje, rokavice, natikači, jumpsuiti, Michael Jackson thriller majica, ko mislim, da je tudi Jordan Peele dobesedno povedal, ne, to ni horror, to je thriller. A veš, čeprav thriller je zadnje ni horror. Ok, let's not go there, jaz mislim, da Michael, ok, fuck off. A veš, mislim, malo more je nekih simbolnih elementov noter nastavljenih, eni so malo prikriti, eni zelo odkriti, medtem pa s tem zajcem mi je pa fail, mi je pa mimo vsekano. Pa grem celo brati in pač tamle ta varianta, jaz se bojim zajcev, jebi se, pač boli me kurac. No. Hej,
Sorry. Allah, se umiri. Sorry. Ampak mi to, če bi ti snemal film, pa bi pač dal, česa se vse ti bojiš, bi bilo pa še več tega. Kaj Jaz bi, ne vem, ponudil bi, ne vem, jaz se bojim pajkov, evo, pajkov. Ja. No, ampak gledaj, ti si v svojih slikah tudi uporabljal gozdne živali. Samo jaz se ne bojim gozdnih živali. Ne, hočem reči, da ti si ful bolj razmislil, zakaj so te gozdne živali tam in se ti zdi fake, ko nekdo drug zlorablja gozdne živali za... Ne, zdi se mi fake, ko nekdo zelo površinsko zlorablja ali pa postavi... Ne, okay. Zdaj ni gozdna žival, ne, kot prvo. Uporabi nek element, ki je fake tam, razumeš? Razmisli, o čem delaš. Samo to, postavi mi z namenom. Tam eno zadevo, razumeš, samo to želim, nič druga. Mislim, še čovn je tam z namenom, razumeš, to moram reči, da v bistvu mi je bilo všeč, ker Jordan Peele se koliko smo se lahko naučili iz Get Outa, zelo dobro zna igrati z žanrskimi konvencijami, pa pričakovanji. Naprej, všeč mi je bilo, ko oni udrejo bajto in se želijo seveda vsi po hororovsko razbežati po bajti, jih mami, ta njongo, drži skupaj na kupu. Ok, cool, lušna fora. Potem on čovn mi je bil zelo humorno noter postavljen, ker pač imaš nastavljen vžigalnik, pa čovn veš, da se bo pojavil kasneje. Pa se bo pokvaril. Se bo pokvaril, pa imaš on počasen penis črnskega čovna, ki vedno na levo vleče, hint. Potem na belski čovn, ki mu pokral, kak je ime tega čovna? Jabijač. Tako da zgleda kao jaht, beč, neka kombinacija. Neka kakao, pač neke belski. Kar se tega tiče, ampak glih zato mu moramo zameriti, ker on vse elemente totalno uporabi. Tam on vam mim grede, pač mu on pove, jaz sem si kupil čovno in reče, a imaš rešilni pas? Mama, imaš ne vem kva, a imaš signalno pištolo? Joj, nimam. In seveda pol pride signalna pištola ki celo fejla. Hvala, Whitey. In to se mi zdi ful, pač imaš te momente, ki so res ful dobri. A veš, pa tudi recimo Elizabeth Moss in ta njen mož, njuno razmere takoj skužiš. Tisto, v 5 minutah jo imaš, ona crka roze na plaži, pa mu reče, pač naj dolije, in ona, pač mamino zdravilo, in ne vem kva, in že flaša itak pol prazna, in ne vem kaj. In takoj imaš vse razmere, res super postavi, sem pa na nekem grand scale-u, pa stvari ne grejo skupaj, pa so tako, če bi lahko samo malo tukaj pri teh razmerih, bi mogoče celo nekaj bolj drznega zdaj upodobiti, da v bistvu Jordan Peele zna belska razmerja boljše razložiti kot pa črnska. Ne, vse v tem filmu. Ne. To pa sem hotel reči. Zdaj bo glih daj reči. Prva je scena z punčko na pomolu. V Luna Parku. Fotor nikoli ne pokaže obraza. Fotor vedno šeka naokrog. Nikoli ne pogleda nje, zato ker pač imaš to idejo odsotnega očeta, ki je tukaj prisoten, ampak nič ne kontribuira. Pijan je cel cajt. Noče se ukvarjati, ste mora iti v načik, rabiš eno pivo. In to. Ful je genialno narejeno. In to, da on nikoli ne pogleda nje oziroma kamere. To je vse. Ne, tisti posebej tam je zelo režisersko dobro in potem pa seveda imaš njenega zdaj moža odrasle, pač te punčke, ki pa je popolno nasprotje fotra, je skrben oče. Čist vklopljen. Isto Constitution, isto zgleda. No, to pa je pač velik gromozanski človek. Tam, ko se je uleženo ono posla, prav slišiš škripanje posotno. Nekaj, mislim, dobro, to začetom to je super, ampak potem razmerja, to je dobro orisano, bomo rekel, pa zelo efektivno, mislim, v parih kvadrih imaš. Ampak nasploh tudi, ker gledaš bolj manj, res ta vse z njene punčkine perspektive, ne fotar, pa mama sta oba ful večja od nje. To je njena perspektiva. Medtem ko, a veš, prav njeno odraslo razmerje s svojim možem, pa tam malimi, mi je pa pomanjkljivo. Če zdaj kontrastiram, kako dobro, pa humorno, pa efektivno je ono belsko družino zelo hitro zajel. Pa nočem zdaj past v neke rasne fore, pa tak naprej, ampak mogoče bi lahko tam malo bolj razdelal, bi si malo več cajta vzel. Čist tak, samo pomisli. To gotovo, čeprav meni je bilo mi je pa všeč po drugi strani spet to, da so vsi kar močni karakter. Kot še mož se mi zdi rešen najmanj ima karakter, kot je Igor rekel, ampak tudi otroka sta super. Meni se zdi, da pač, ko gledam, ima pač mamo, ona zvleče pač zdaj sem hotel reči Peggy, pač Elizabeth Moss jo zvleče oziroma z dvojčicama, onima dvema, ker ste tudi creepy in spet imamo dvojčici, in imamo dvojno. Ko jo zvleče v hišo, pač gre sta otroka reševati, pač
mamo in se tudi tako spet pohodi vse te pač horotrope, oni dve neki premete delata, una pa sam z uno golf palco, bum po njej in si misliš tako, dejo. Itak sta ti oni dvojčici šle še bolj na jetri, kot njena mama, ki sta bila totalno razvajeni. Ne, se tudi, to je dobro, mislim, toliko simbolike v tem kadru noter, kao v zadnji se vrti, torej fuck the police. Ona vzame golf pater, ne, ki je v bistvu taki res dušbegerski belski simbol. Ta mali vzame neko res gnilo malo skulpturo bednega arta. No, mi to. Sorry, to je moja kritika, to je beden art, fuck off. Nikoli ne veš. Zelo dekadenten, pa tudi njune... Zelo dekadenten, wow. Ne, če bi... Poglejte si še enkrat art, ki visi por njima v bajti, v tej belski družini. Meni se pa zdel ugoden. Mi je bila bolj všeč ona slika v njihovi bajti, torej temnopolti bajti, ki je v bistvu zelo taka Michelle Obama estetika. Mene na to spomnilo kot ta predsedniški portret, ki je bil. Pa mi je bil tisti dosti bolj zanimiv, pa zabaven kot pa on dolgočasen abstraktni art. Skratka, Jordan Peele, če poslušaš tale podcast. Mi imamo tle enega artista, ki bi zelo rad visel v tvojih filmih. Hočem povedati, da bi ste zelo dobro komentiral z, ali pa tako, art direction, set design je bil zelo na mestu. Pa se tudi ta njuna koča v primerjavi z uno, ki je pač taka domača, čuteča in ne vem kva, njuna je pa pač tisto ni koča, to ni počitniška hiška, to je kar neki high-tech shit s svojim generatorjem, z lučmi, ki se prižigajo pa s to fake Alexo. Pa s tem, da ima vsak zase stol, niti nimajo, da bi se skupaj na kavč lahko sedli. Čakam že fotor ti mu reče, I'm in my happy spot. No, ok. Mislim, jaz se eno, če zdaj podam pod listek, pa ni da oceno ruknem, ampak, veš, ni za ne vem presežek od filma, ali pa grozljivke, ali pa tudi thrillerja, je pa vseeno za pogledat. Mislim, če ga primerjam z, s čem bi, s čem bi primerjala ta film, naprimer, da bi zdaj bil vse tam, boljši, slabši, ne vem, kakorkoli. Misliš, da je tak tudi tematsko podoben, ali karkoli? Ja, rečemo, no. Pa dobro, meni je, ta je zdaj res drzna primerjava, ampak meni je malo blizu Shiningu, recimo, ne? Pač familija, odročen kraj, hiša in vse to, pa ene scene so, ki spominjajo, pa tudi on je v končni fazi sam postane nek obseden z nekom drugim, oziroma nek duh ga obsede tega prostora in tako se mi zdi. In mislim, da je tle pač Peele, je na nek meja med žanrom in artom že, veš, ima nek svoj avtorski pristop, zdaj po drugem filmu absolutno lahko rečemo, da je zanimiv avtor, da je nekdo, ki ima neke tendence, da prenovi ta žanr, totalno, in zaradi tega se jaz res blazno veselim njegove zone somraka, ker se mi zdi, da bi on to res lahko, pa še posebej, ker bo tam malo krajše. Pa bo lahko mogoče bolj te kristaliziral svoje ideje, tako da jaz mislim, da je tam, pač absolutno, zdaj itak smo vam povedali vse in ga nima smisla, da ga greste gledati, ampak poglejte ga, ne. Meni se zdi, da je res, v končni fazi res mislim, da smo se mogoče mi malo preveč ujeli na njegove besede, pa na pričakovanja in da zaradi tega mogoče je pa zelo dober film, no. V končni fazi zelo dober film, pa tudi zdaj, ko se pogovarjamo, veš, vseeno smo našli toliko v njem, vseeno mu ful mu zamerimo, ker kao ne najdemo nič v njem, po drugi strani ful razmišljamo o njem in se ful da in pač meni igralski performansi so noro dobri. Če sploh zaradi česa, zaradi tega že, ne. Pa muske. Lupita in Elizabeth, pač ne bom vedno pozabil, Lupita Nyong'o, pozabil njen primer, ker ni fair, da govorimo o njih po prvih imenih, pa seveda Elizabeth Moss, neverjetno, pa tudi pač dobro zdaj. Tudi Winston Duke je bil meni čisto ok kot fotor, ampak otroka sta mi bila fenomenalna. No? Jaz moram tle reči, da ima res Jordan pa že v Get Outu, res ima noro zna zbirati svoje igralce. No? Tako je res, igralci delajo njegove filme in tako točno jih najde. In tle noter, res mislim, da imamo vse te 4 pač v enem avtu, ko so bili, imaš tako zadaj otroka neko prihodnost, Hollywooda, una dva sta pa pač sedanjost, lahko rečemo. Všeč mi je v bistvu bolj kot marsikeri horror ali pa thriller, no, da se tako izrazim, si vzame dosti časa za close-upe, no, če je čisti z tega vizualnega vidika, ker naprimer tisti nimi krik Elizabeth Moss pa ta male, ko ujame noter, v bistvu tele close-upe, predvsem ta mali sin, pa Pluto, ki se igrata v omari, naprimer. Zelo dobro zna uporabiti igralca, pa ga tudi na pravilen način posnet, dati ta zvleče, pa da tega prikaže. Mislim, da tu vsaka čast stari. No, jaz sem se pa spomnil še enega filma za primerjavo in sicer Suspiria. Smo ga dejansko že enih 3-krat zdaj omenili.
ful imaš elementov sorodnih, tu not, estetizacije do tudi ne na zadnje končnega revila in vsega tega in je pa tale dost bolj accessible za večino ljudi, dost lažje ga priporočam, bolj imam vsakomu, ki ima rad malo scary filme, kot pa Suspirio, ki je... Ki zna biti malo pretenciozni. Ja, Malo. that's the word. Veš, jaz bom pa ga primerjal z, čeprav to je kar far-fetched, ampak z Matricom. Ker tale nadomeščanje likov, pa doppelgangeri, pa predvsem Agent Smith, torej Me Too, je pač zelo, ta neka tematska podobnost je tukaj noter, čeprav svetlobna leta naravno, z žanrom. Filozofsko tudi čisto drugače, ampak ne. Ja, v končni fazi res mislim, pa če res ni slab film, čeprav smo bili na začetku res se povem, mislim, ta pričakovanja so po mojem bila nabijana zdaj malo preveč. Jaz priznam, jaz sem žrtev pričakovanj, ki sem jih bil deležen prej. In tudi malo zamerim Jordanu pa kritikom, da so tako pumpali tale film. Ker mislim, da je zelo drugačen, kot pa je opisan. Ja, zelo drugačen, kot je tudi v traileru spet, spet imamo tle problem, ker trailer res pokaže. Zato sem jaz bil res totalno presenečen, ko oni se dobijo in zbežijo z bajte, sem bil, kaj bomo pa zdaj gledali naslednjo eno uro, sem mislil, a jih bojo takoj dobili nazaj ali kaj, in še lepo pa seveda vidiš, da razširi to zgodbo, ker naenkrat, to se dogaja po celi Ameriki. In tako mi je bilo pač z tega stališča pač kar zanimivo, vsekakor pa je pač Jordan Peele nekdo, ki ga bomo gledali, jaz mislim, da Jaz mislim, da je zelo inteligenten, brihtni režiser, ki najde dobro čtivo pa koncept. Zdaj mogoče v tem filmu mu ni tako dobro ratal, ampak mislim, vse z mojega gledišča kot v Get Out, ampak vsekakor nekdo, ki zna razmišljati o žanru, pa se z njemu igrati in da je tudi pogumen v tem, kaj dela. Ja, in to smo že kar krvavo, mislim, da rabljeno. Kar se tiče tega žanra, vsekakor. Ne, mislim, pač imaš Jamesa Wana, recimo, ki zna narediti scary stvari, ampak nima pa tak ful ne zapovedati. Ne? Mislim, James Wan je mojster žanrskih elementov, uporabe žanrskih elementov v točno te namene, zakaj so narejeni. Torej, da te wowajo, da te prestrašijo, pač Aquaman, njegov Fast and Furious, pa pač vsi same slave zadeve, Conjuringi in Žaga in tak dalje. Vse, kar je naredil, človek je dejansko zna elemente žanra uporabiti za čist njihov basic. Veš, samo mogoče to ni danes debata za danes, naprimer, ker vse to, kar si zdaj naštel, je mogoče napredovanje nekega žanra, medtem ko Jordan Peele ga pa pod vprašaj postavi in se igra z njemu. Bolj kot pa... Vsekakor, jaz pravim, da James Wan je drugače mojster predvsem hororja, ampak tudi drugih žanrov, kot se je pokazal, ampak samo osnovnih namenov. On zna narediti lepo grozljivko, ki bo naredila vsake toliko. Nima pa nič kaj dosti zapovedati, razen pač laži. Liar. Conjuring filmi temeljijo na raziskavah Warrenovih, ki sta bila dosti jasno je fakera in lažnivca in goljufa. Ti filmi pa jih naredijo kot da imata stik z Underworldom in ne vem kaj, tako da pač it's all lies. Ok, a smo zaključili? Pa ja, mislim, da smo bolj ali manj povedali to, kar smo v tem filmu, še celo kar dosti smo govorili na koncu, glede na to, da smo bili vsi pač v kinu. Ne, pač pejte gledati, zdaj pač sicer smo res vse povedali, ampak to v končni fazi, jaz mislim, da tudi spet ni tak film, ki bi fural na tem revealu, ker meni se res pravim, je bilo zelo hitro jasno, kva se dogaja. Tudi ni v končni fazi, ni ta žanrski film, ki bi vseeno ti res moral tako, kot sem rekel, na robu sedeža sedeti ves cajt in tako da, vseeno se ga da pogledati. Če vam ne bo ratalo zdaj v kino iti, počakajte, da bo poletje, pa da greste na dopust, da si najamete. Tako je. Bravo, Igor. Lepe na svete. Če ti greš danes na morje, do takrat, ko boste to poslušali, bo že nazaj. Ali boš? Ne, še boljše, ali boš to ti nazaj? Ja, to so to, To bom jaz plus en pretečen mali maraton. Nadaljevanje sledi. To vsi rečejo.
Skratka, smo v rubriki Kaj gledamo, beremo, poslušamo. Sta kaj gledala, brala, poslušala zadnje dni? Ja, ogromno. Njega srad. Torej, Love, Death and Robots je tudi nam nekdo po Twitterju predlagal. Smo itak že opazili, ker smo kul, ampak. Torej, zadevo sta naredila David Fincher pa tip, ki je naredil Deadpoola. In je serija 18 ali nekaj takega kratkih risank, od 5 do 15 minut dolgih. Vsaka je čist drugačna. Vse so povezane, nekako so bolj manj sci-fi. Dostkrat so not roboti, ene so humoristične, ene so horor, pa pač vse vmes. Vsaka ima nek koncept in ga na nek način naredi. Ene so tudi tiste, ki so najslabše, so še vedno povprečne, pa v vsakem primeru traja največ 15 minut. Recimo prva, ki temelji na enem revilu, preobratu, kdo je pošast in kdo je posiljena ženska v cyberpunk distopiji, je lušno narejena, ampak ni nič posebnega. Potem pa imaš vmes totalne nebuloze, ki umiraš od smeha, o scenarijih, kaj bi se zgodilo, če bi ubili Hitlerja. To je večno vprašanje. Dejansko risanka je 6 minut, 6krat ga ubijajo in vsako je bolj nebulozno. Ja, prvo je, da ga pride ven iz Vienna Art School s svojimi slikami, se spotakne prek enega judovskega fantka. Se mu slike razbijajo, vsi pa fantka prideta njegov stric pa fotor in ubijeta Hitlerja. In kaj bi se bolj zgodilo, bolj manj isto bi se šlo dalje, konča se pač naprej, kaj bi bilo s tem, da Neil Armstrong pristane na Luni. Druga varianta, gre mimo fantka, stopi na cesto, ga povozi kočija. Dunaj zaradi tega uvede ful strogo zakonodajo glede kočij in tega, kako morajo voziti. Zato se tam razvije avtomobilizem. Avstrija in Nemčija postaneta superpower, ker imajo full avte naštudirane in zmagata vojno in en Nemec pristane na Luni. Pol pa prideš do želeja in do lidinjev, ki pristanejo na Luni in res, it's insane. 6 minut traja, multiversity ali nekaj taja. Super. Poleg tega pa obstaja še ena sorodna zadeva, ki je tudi glih kar na Netflix prišla in je full bolj indie in edgy in cool. Imenuje se Kirlian Frequency in je tudi 10 enominutnih animacij argentinskih, ki sta jih 2 tipa naredila in pol malo še spolirala za Netflix. In so tudi tak pač neki vampiri, volkodlaki, vsaka zgodba ima čist neko svojo štorijo, vse se pa dogaja v nekem tem mestu, ki je izven vsega in se kar naenkrat znaš tak malo Twin Peaks-ovsko ali pa malo boljše, ne vem, Twilight Zone ali pa kaj takega, tudi ful priporočam. Pa, torej, če tole oboje pogledate eno za drugim, obe tej seriji, je to, mislim, da manj časa kot Avengers je vzame. Ja. Kak, en film? En film. Avengers, ker je, mislim, da imaš to v 2 urah pa pol vse skozi, tako da manj kot Lord of the Rings Extended Edition, katerkoli del. Dobro. Ja, tako da to je fino. Drugače pa v kinu ni samo Get Out prišel ven, prišla je tudi Luzerka. Se tudi Get Out ni prišel ven. Nadaljevanje. Ne bom več Luzerka, je odličen film, lani je dobil Vesno, Urša Menard je režirala film. Na Aparatusu najdete intervju z njo glihkar. Super zadeva. Mislim, da... Skoro čakaj, upam, da bo prišel v Škofjo Loko, lahko tam pogledamo. Nekako mora slovenski film priti v vse kinote. Upam. Pejte gledat, skratka. Ja, super je. Mito, ti jaz sem malo bolj retro kot hip. Ja, mislim, sicer spremljam, sem pogledal za prvi del American Gods, 2. sezone, pa še malo prešparal mojo vrednostno sodbo za zdaj. Pa Discovery, Star Trek gledam, to je edino, kar je za meni contemporary, da se spremljam. Sem pa še vedno na Orange is the New Black, 6. sezoni. Pa... Že 6. sezona. Ja, 6. sezona, binge that fucker.
pogledal sem zdaj za nazaj vse X-mene, ne vem zakva, malo sem se hotel mučiti. Pa ravno včeraj sem si pogledal. A kdaj pride Phoenix ven? Mislim, da pride junija. Ja, še dve, enega nisem pogledal. Ja, jaz sem pa glih to hotel malo si zadnjega. Pa tudi, če ne veš. Ja, pa bom valjda, da bom pogledal. Jaz sem se pa želel malo osvežiti. No. Mislim, vsaj te osnovne zgodbe, one origin. Jaz na zadnje, ko sem gledal, meni noben ne dogaja več. First Class je še kar ok, pa Logan. Logan ni tako razrezase, ampak ne, jaz imam pa par pozitivnih zadev za reči, je ogromno slabega noter, ne, je tudi ogromno, naj se temu izrazim, predmarvelovskih rešitev. In ja, ene zadeve se niso dobro postarale, so pa ene zelo dobre nastavitve, ne vem, rečemo Last Stand, ki ga vsi tako pluvajo orang, da to niso X-meni, to so kar nekaj levo desno. Pol imaš pa takšen epic shit noter, da se kar za glavo zdržiš, kako to niso X-meni. Fucking Magneto tamle San Francisco Bridge od trga pa ga plasila noter. Noter so zanimive teme, ki sicer priznam niso nikoli dobro razvite, ne, ampak vprašanje, a se lahko te mutacije rešiš, a je to bolezen, a ni to bolezen. Potem, a veš, a bi ne to naredil ali ne bi naredil. A veš, malo more dobrih vprašanj zastavljenih, ampak ne izpaljanih, priznam. Ne. Ti filmi so pred Marvelovski. Wolverine je vsekakor slabši film. To sploh ne bom komentiral, ampak to, kar so z Deadpoolom naredili, Abominacija in mislim, da se Ryan Reynolds v Deadpoolu to dobro in upravičeno iz tega zabava. Ne, tako da to bom na tej samo toliko komentiral, ne, da X-meni so meni vseeno še ogleda vredni, ampak bod kritični do njih seveda. Ne. Pa predvčerajšnjem sem pogledal pa res fucking retro klasiko in to je The Forbidden Planet iz leta 58. Čekaj, predvčerajšnjem v sredo smo bili v kinu. Ja, se oprečujem, 3 dni, par dni nazaj. Okay. Včeraj sem šel še nekaj nazaj gledati, ker me nekaj malo motil in me zelo moti, ker ene zadeve se res niso dobro postarale, predvsem ta odnos do ženskega lika noter, hčerke tega norega znanstvenika. To so še stvari iz 2018 niso dobro postarale. Ja, se vem, ampak ves sci-fi pa neka logika pa koncepti, ki so za tem filmu, so super, samo odnos teh tipov, ne, astronautov, da se tako izrazim, do tele hčerke, to je pa grozno. To je pa, ker vsi očejo malo posiliti, pa kušovati, pa mislim, da nekako tale jeza tega očeta, ki potem podzavestno pobija tele astronaute, upam, da nisem komu zdaj spojilo, ker to je pa res stari film. Vseeno mislim, da... A veš, mislim, ampak tale zadeva, ne, ker to je pa kar v rejpi, no. In je, kako naj temu rečem, tako slabo, da je vredno gledano. Evo, to je to vse, kaj bom rekel. Jaz pa zdaj v bistvu nisem imel kaj dost cajta, zadnje tedne imam ful dela v službi in se mi ful zvečer nimam, sem pa American Gods sproti spremljal. Jaz sem na tej točki recem, da pač tako mal sem razočaran nad štartom druge sezone, ker se mi zdi, da je tempo pa se totalno miril in da smo spet na istem, da v nas spet rešuje Shadowa, da pač imamo štorijo kot da od začetka pravzaprav, no, in me to malo moti, ampak pač itak za 2 dela težko karkoli zdaj rečeš, ne, še vedno je pa to vrhunsko posneto, fotografija in to je neverjetno, ne, tako da to je čakam, zdaj pa sproti pa gledam The Walking Dead, ker smo se prej ga omenjali, pa lahko res rečem, da brez Rika je malo bolj zanimiv, ampak se mi zdi, da počas pa zdaj Michonne prevzema njegovo vlogo in da je una hčerka prevzema vlogo njegovega otroka in tako da spet bo isto, bolj ali manj. Nastavki spet postajajo isti, tako da ne vem, tudi tle ne morem reči, da sem neki blazno navdušen. Bom pa zdaj obe, kar je tudi Igor omenil, bom jaz tudi, mislim, da čez vikend uspel pogledati in se že tega veselim. Še kdo kaj pogledal? Berem eno lušno knjigo. Pa kaj ti bereš? Povej, Igor. Sea of Rust ima najbolj depresiven začetek. Kaj? Sea of Rust, torej morje rje. Ja, ima najbolj depresiven začetek in potem, ker po tistem odložil, pa postane totalna akcijada. Zdaj, avtor je Robert Kregel, ki je drugač scenarist en kup horror filmov, pa med drugim Dr. Strange. Začetek pa je, da je pač postapokaliptično scena, roboti vladajo svetu, se mi tudi s tem Love, Death and Robots delo malo povezave in ampak roboti se kvarijo, ne? In Sea of Rust je pač Ohio, pa še en kup
pač placov tam okrog. In tam so odvrženi roboti in robot, ki se začne kvariti, gre tja, da bo poiskal rezervne dele. Ampak jih že zdavnaj ni, samo vsak še vseeno gre tja in pol tam umre. Pol pa je glavna junakinja, je pa specializirana za to, da tiste, ki so tik pred tem, da bojo umrli, ali pa se raztrgali, ali pa karkoli, ali pa bi jim baterije razneslo, gre za njimi in jih prepriča, da jih bo popravila, pol pa jih izklopi pa razstavi in proda rezervne dele. Čudovito. Ja, no, in pol tak nimaš tak veselja, da bi bral, no, ampak pol postane zgodba zabavna in akcija. Kaj to bereš, Kindle v angleščini? Na Kindle v angleščini, ja. In v bistvu pa vsak eno poglavje je ta njena zgodba, zdaj pa eno poglavje, kako je prišlo do tega, da so roboti prevzeli svet in kako so ljudje neumni. In, to so res. In kako potem tudi v bistvu pride do tega, da zdaj roboti izgubljajo, zato ker so se pač določeni v hajve povezali in tisti hajvi napadajo in asimilirajo vse. In imaš eno tako kontinuiteto in ful je akcija pol naenkrat in humor je. Tako da nisem še na koncu. Me pa res zanima, kam bo to odpeljal. Kdo je to pisal? Robert Craggle. Priporočam tudi, da ga followate na Twitterju, je kar zabaven gospod. Pa dost nesvetoma o tem, kako pisati zgodbe, kako analizirati, kako jih graditi, tudi druge filme. Še pametuje. Še brihne. Pa vsake toliko pove, kaj o Dr. Strangeu, ker že piše scenarij za dvojko. Okay. Zdaj pa nas je začelo zanimati. Zdaj pa me je začelo zanimati. Ja. Dobro. Jaz bom imel dva EPP-ja na tem mestu zdajle, in sicer 30. marca lahko ste vabljeni na Vodnikovo domačijo, kjer predavam oziroma bom imel krajšo delavnico o pisanju fantazija. Začeli bomo skupaj z Nameji Nevidnega, smo naredili en projekt 4 delavnic, zraven mene so Nina Kremžar in tudi Pižama recimo, zdaj pozabil sem, kako se že Alen piše, se vseeno, no, skratka, na Facebooku vse najdete, Namen Nevidnega so naredili ta dogodek in bomo imeli 4 delavnice v bistvu v pisanju fantazija. Jaz odpiram to sezono oziroma odpiram ta predavanja in bom imel v stilu, v slogu, v bistvu o tem, kako pravzaprav pisati fantasy. Malo bomo sicer tudi šli o pripovedovalcu, malo bomo šli o različnih zadevah v pisanja, ker pač sam stil je dokaj preoska, po drugi strani pa preširoka tema, da bi sam to. Skratka, vabljeni ste 30. marca, se pravi naslednjo soboto je na Vodnikovi domačiji, ker se pač vmes ne slišimo. Potem pa od 5. do 7. aprila, zdaj že lahko malo več povem o festivalu ITN, pri katerem pač tudi sam sodelujem. Posebej za vaša ušesa žanrska bo zelo zanimivo v petek ob 3, kjer bomo imeli 2 predavanji o stereotipnih podobah ženske v literaturi in fantazijskem žanru. In sicer bo o tem predavala Kaja Bucik Vaupetič, prevajalka, bo imela o zlobnicah v fantazijski književnosti, skratka o stereotipih glede žensk v fantazijskem. Potem je recimo zanimivo tudi za žanroljubce pripovedovalska glasbena predstava, ki pa bo v kinu Šiška, Krvava izba, to je po zgodbah Angele Carter, gre za eno v bistvu klasik angleške literature, ki ima take gotske elemente, ful meša žanrov, naslanja se na razne pravljice in je tako pač obljubljajo, da bo krvava zadeva, tako da to lahko pejte gledati. V soboto od 12 do 3 pa igramo Dungeons and Dragons, umeščen v Zemlje morje Ursule Le Guin. Tudi to pridite gledati, tle sem jaz zraven in bo tako za nube bo narejeno, tako da ne se bat, če nikoli niste igrali Dungeons and Dragons, ne se bat, če niste brali knjig, sam pridite in bomo pač zašpilali. To je za vse geeke daleč. Izraz noob se uporablja med ljudmi, ki vejo o stvarih, nubi sami ne vejo, da so da se ne vejo. Se upravičujem, dragi magli.
če ne veste, če ne razumete, kar sem povedal, za vas je. Ja. Skratka, ite na en luškan festival, tudi ful drugih stvari, jaz sem pa zdaj tle, kar je v žanru, hotel povedati, dogaja se v petek, soboto, nedeljo, prvi vikend v aprilu, pač pridite. Ni sam za mlade, tudi zato smo letos črtali v bistvu mladinski festival in samo še festival, če tudi ga delajo večinoma mladi. Skratka, to bi bilo ta EPP. Gremo v outro. Tisto bom pa na koncu. Okay. To je bil zdaj EPP moment. Skratka, 30. marca, pa potem 5. do 7. april. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 18. epizoda, postali smo polnoletni. In zato smo se lahko pogovarjali pač o grozljivki As, ki jo lahko še zmeraj jamete v kinu. Poslušali ste podcast po imenu Obod, podcast za serije, filme, risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito in Zakaj zajci Gegić. Igor, to je še hujše kot Vietnam. In Aljoša, trailer je zadnje dni horor Harlamov. Tudi tokratno epizodo smo posneli v kinu Bežigrad, za kar se mu seveda zahvaljujemo za vso prijazno filmsko gostoljubje. Sicer pa smo si film pogledali v Koloseju na Antenini premieri. A sem si prav zapomnil? Na premieri Karantanija Cinemas. Tako, ok. Oni so nas povabili. Karantanija Cinemas. Kaj pa Solomon ali kaj že bi to ni? Ne vem, neka radijska postaja je bila medijski sponzor, ampak nas je povabil Karantanija Cinemas. Okay, in so nam tudi zavrteli trailerje za njihove prihajajoče filme, ki obetajo. Ja, kar je. Ja. Pa kaj bi ta nek... Kaj je bi to z otroci? Ja? Good Boys. Good Boys. Skratka, kar nekaj zanimivih stvari smo videli. Čeprav meni je najbolj spominjal ostalo, Majke 3 ali kaj tisto bilo. To pa je radijska oddaja, to pa ni film. To je bilo se ti kar usedlo. Ja. Skratka, hvala tudi Karantanija Cinemas. Kot bi rekel Anže, fanta, kje se vajo najde na internetih. Igor? Torej, na Twitterju imam včasih kaj pametnega zapovedati, sem Kalandar Q in imam spletno stran, YouTube kanal, gledal bom in za vikend pišem in v ekranu tudi pišem nekaj. Ja. Tudi pišem nekaj. Mito? Jaz sem pa @budamit, torej budino meso, na Twitterju in Instagramu, medtem ko vse posod drugje Mito Gegić, pa v sredo, torej dan za temu, ko pride tale podcast ven, imam ob 5. Eno zelo hitro predavanje, ki moram na fuzbal, v Moderni galeriji, čas brez nedolžnosti, kjer sodelujem z mojimi slikami. Tako da, že ste vabljeni. No. Cool. Mito, kak svojih zadnje čas? Pizda se Jaz sem Al Harlamo na Twitterju, z Mitotom igra fuzbal ob sredah, če še koga zanima slučajno. Sam ne najo tam iskati, razen če bi radi tudi vi špilali. Si nista povedala, kje? Sej, ne bova. Tok sva dobra, da res bož, da ne. Na vseh ostalih kanalih sem pač tako, kam je ime. To je to. 13. aprila v Jesenicah se dogaja, na Jesenicah se dogaja Meteorita, to je srečanje vseh ljubiteljev science fictiona in fantasyja. Meteorit ne bo padal tja, bomo pa tja upadli mi, ki bomo snemali v živo podcast in sicer o filmih, ki so za Luno. Za na Luno, ja. Za na Luno. Pridite, če ste vas Luna mal trka, pridite nas poslušati živo, vse bomo še javili seveda po vseh kanalih možnih. To je torej 13. april, sobota. 19. april, ki je pa pol petek. Veliki petek, ja. Celo res je veliki petek, briljantno. Pa snemamo seveda v živo v kinoteki, ker se bom pač pogledali Speči dol oziroma Sleepy Hollow in govorili o Timu Burtonu in njegovem filmu, pač o tem filmu in seveda njegovem opusu, kar ste seveda tudi vljudno vabljeni. Mislim, da še karce še ne da dobiti, lahko pa jih po moje gledate težiti za nje, če hočete sedeti v prvi vrsti in nas poslušati, in nas v živo gledati, kako govorimo, o filmih. Prosim, puste paradajz doma. Jajca, zdaj se bolj popularno. Jajca so bolj popularno. Imamo naj pivo. Pivo prineste. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast,
naročite se nanj preko vašega najljubšega ponudnika podcastu oziroma appa, še vedno toplo priporočamo Castbox. Dajte nam tudi kakšno oceno na iTunesih, podprite platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če vašo hišo nenadoma vdrejo vaši dvojniki, ki vas želijo ubiti, v tem primeru nimamo nekega pametnega nasveta, upamo, da bodi si preživite, bodi si, da tudi vaši dvojniki poslušajo podcast Obot in saj, zakaj ga pa ne bi, ne? Na Twitterju nas najdeš kot @podcastobot. Že nekaj časa smo tudi na Facebooku kot podcast s K-jem in Obot brez pikic vmes. Zdaj več ni nedavnega, smo tudi na Instagramu, tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, scenarije za grozljivke, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet čez 2 tedna. Cool. Ko bomo delali? Ko bomo delali Quicksand oziroma Živi pesek, kar je knjiga, ki bo pravkar šla pri Mladinski knjigi, mi smo dobili ekskluzivne pravice in jo imamo že mal prej. In pa Serija. 5. ali 4. aprila. Mislim, da 4.5. tam nekje pride ven tudi serija mislim, na Netflix, tako da bomo govorili o tem. Stay tuned in se slišimo skratka čez 2 tedna, dragi moji. I got 5 on it.